Kaj pomeni otvoritev literarne hiše za Maribor in pa za EPK? Mislim, da vsako ambiciozno kulturno mesto si zasluži literarno hišo kot tudi simbolni domicil literature v nekem mestu. Mesto niso samo stavbe, mesto je tudi literarna imaginacija, ki ga obdaja, in želimo si, da bi literarna hiša postala takšno simbolno središče literature v Mariboru. Tukaj bodo literarni večeri, tako ljubiteljskih kot profesionalnih pisateljev, tukaj bo čitalnica, poleti bodo prireditve tudi pred hišo. Želimo pa si, da bi s tem spodbudili tudi obnovo nekdanje ledenice tukaj zraven, ki bi lahko postala pa še večja dvorana in bi s tem zaokrožila ta kompleks literarne hiše v Mariboru. Na otvoritvi smo videli tudi kar nekaj poznanih imen. Ja, bilo je kar nekaj znanih imen, od Toneta Partljiča do Matije Malešiča, do dr. Šimeta Ivanka, doktorica Zinka Zorko. Res sem vesel, da se je tako lepo začel ta cikl literarnih večerov tukaj in upam, da bo tako tudi ostalo. Kot pika na E je bil gost, literat, ki si ga lasti tako hrvaška kot slovenska stran. Ja, Božidar Bagola Brezničak je s tem, da je študiral v Ljubljani in da je tam zelo intenzivno se povezal z literarnim življenjem, pravzaprav Slovenc. On tudi za sebe reče, da je Slovenec, slovenski in hrvaški pesnik. Tako da sem res tudi jaz zadovoljen, da sem lahko z njim odprl ta literarni oziroma to sezono. Kdaj lahko spet pričakujemo en takšen večer, kot je bil ta danes? Ja, moram takoj prešteti. Že jutri je ena predstavitev knjige, v petek je razstava z graškimi umetnicami in eno gostjo, Gros Egerjevo iz Graca. Naslednji teden pa spet, tako da vsak torek in četrtek najmanj je termin tukaj v literarni hiši.